Tako zveni najboljši tamburaški orkester v Sloveniji, Tamburaški orkester Dobreč iz Dragatuša. Na nedavnem 32. srečanju tamburašev in mandolinistov v Semiču so že 7. osvojili naziv najboljšega orkestra v državi. In prvi komentar njihovega umetniškega vodje Antona Grahka: Želel sem si, pa je prišlo. Ale želja ne bi bila dovolj. Delali smo dosti spet, 3 mesece. In nič niso prepustili naključju. Tako zahtevno komade pa ob taki konkurenci, ko je težko pol nekaj, da bi avtomatsko zmagal, se ti lahko mimo grede kaj zalomi. Tu so take male nijanse, da človek mora res, po eni strani tudi sreča se ti mora nasmehniti, da zmagaš. Ne? In s čim so prepričali člane strokovne žirije? Mislim, da bolj v tehniki igranja. Ne? Inštrument je res zelo zahteven, kar se tega tiče. In verjetno dam tudi preglavice s tem, še vedno. Prevaga izredno kvalitetno trzanje, to se pravi obvladovanje inštrumenta, ravnovesje zvoka, dober izbor programa tudi, čeprav brez novitete, pa zelo muzikalna izvedba. V zadnjih letih se je zasedba Dobreča nekoliko spremenila in to je bila prva večja zmaga pomlajenega orkestra. V zadnjih 2 letih je 9 tamburašev nehalo, tako da je kar nekaj podmladki, seveda nas je tudi manj. Bi rekel, največ nas je bo 27, da nas je 20. In teh 20 povezuje veliko veselje do igranja tamburic in igranja v tamburaškem orkestru. Ja, da ni velikega veselja sploh. Ne bi šli na tako tekmovanje, ko znamo, kako delajo vzad. Po drugi strani pa ne bi sploh igrali, da ni veselja. Vse to delamo kot hobi, kar resen hobi in nam dosti cajta poberejo. Praktični vsi vikendi so predvsem to v pripravah na tekmovanje ali pa kakšne druge resne nastope so v značaju tega. Za tokratno državno srečanje so imeli vaje tudi 3-krat na teden, pravi Turk. Vsaka vaja pa je trajala 2 do 3 ure. Zato je bilo njihovo veselje ob zmagi razumljivo. Ja, vsaka zmaga je neka spodbuda. Dokaj, ne bom rekel enostavno, ampak dokaj hitro je priti na vrh, da se pa gor obdržiš, pa je treba več dela. Tako nam to nekako uspeva. Anton Grahek, ki že skoraj 20 let vodi tamburaški orkester Dobreč, tamburico poučuje na Črnomaljski glasbeni šoli in vodi tudi tamkajšnji tamburaški orkester, ki je na tokratnem državnem srečanju osvojil srebrno plaketo. Jaz sem zadovoljen, tako da raste. Bo pa treba še... Ja, je treba kar vložiti veliko truda, če hočeš igrati, ni tako enostavno zadeva. Noben instrument, čisto noben. Interes za igranje tamburic v Beli krajini ne upada, pravi Grahek. Tudi število tamburaških skupin se ne zmanjšuje. Skupine so iste, zdaj problem je upadanje. To je pa predvsem posledica upadanja števila učencev v šolah. Recimo, ko sem z Dragatušem začel sem 93. 94. leta, je bilo skoraj 200 učencev, zdaj jih izpod 100. Vendar se v Dobreču ne bojijo za podmladek. Veseli pa so, ker jih v prihodnjih tednih čaka kar nekaj nastopov. Od Novega mesta do Bovca.